Alumni Connect, podcast, ki uspešne zgodbe alumnov ekonomske fakultete pripelje med vas. Ne zamudi in se pokonektaj z nami. V tokratni epizodi je moj gost Niko Slavnič. Podjetnik, investitor, mentor, govorec in avtor. Je ustanovitelj enega prvih startup inkubatorjev v jugovzhodni Evropi in avtor knjige o tveganem kapitalu. Že pri 16 letih je pomagal mami pri zasebnem podjetju v nekdavni Jugoslaviji. Za še več zanimivosti vas vabim, da nama prisluhnete. Niko, lepo pozdravljen v Alumni Connect podcastu. Hvala. Pa mogoče bi začel najprej Niko Slavnič oziroma Nobody Famous. Aha. A je to neko v bistvu tvoje umetniško ime? Kako je prišlo do tega, kaj je to ponazarja oziroma zakaj si se sploh spomnil oziroma odločil za takšen naziv, recimo? Je. V bistvu ima to zares podlago skozi moje predavanja, ne? In namreč predaval sem več kot 32 državah, se mi zdi, po svetu. In v Sloveniji Niko Slavnič, ali pa recimo tudi v kakšni Srbiji in v okoliških državah, je dokaj normalno ime, ne? In ko predavaš enkrat recimo v Ameriki ali pa v Estoniji ali pa ne vem, v Nemčiji, ni pa to ime čisto samoumevno, kakšnega težko izgovorijo. In potem smo mislili, ko sem enkrat napisal, da je to nek naslov, ne, pa niso razumeli, ne. Tako da sem potem prevedel dejansko, kaj pomeni, ne, Niko kot nobody, ne, pa Slavni, kot neke vrste famous, ne. Tako da smo tukaj najdeli zmeraj eno tako zanimivo iztočnico potem za udeležence tudi iz drugih držav, da razumejo, ne, in se to potem prijeli skozi nekaj par predavanj, ne. Aha, to je pa ta Nobody Famous, tako so si ljudje zapomnili, ne, ime, bolje, ne. Ja, v bistvu ful se mi zdi taka zelo zanimiva oziroma dobra ideja iznajdba, ko pa rečimo samo pravo ime pa priimek, ne, oziroma tako ti je tako ime in se tako pišeš, v bistvu, da si res lahko super. Iztočnica, taka. Dejansko pa tudi jaz mislim, da slava ni osnova. Slava ne gre v Ukrajini, ne. Mi rabimo malo manj slave v podjetništvu, rabimo ustvariti rezultate in inspiracijo, ja. Zdaj pa druga zanimivost, zasledil sem, tudi sam si mi recimo pol potrdil, ne, da si že pri 16 letih pomagal svoji mami voditi zasebno podjetje še v bivši Jugoslaviji. Tako. Zdaj pa, tako, kako je prišlo do tega? Ponavadi v bivši Jugoslaviji ni bilo glih standard, da so bila privatna podjetja, ne. Res je. Namreč, ko je Markovič omogočil, ne, da so se ustanavljala podjetja, mislim, da je bilo to 88, 89, taka zgodna leta, sploh zate, ne, je v bistvu moja mama takrat odprla podjetje in je delala na farmacevtskem področju, v bistvu OTC, ne, in ker smo imeli strica v Angliji, njenega brata, smo začeli uvažati določene produkte iz Anglije. Takrat je v bistvu tudi imela, ne vem, prostore v BTC-ju, na primer, ne, ker so bila še dobesedno skladišča. In je bilo zanimivo, pač moja mama nima osnov, ni znala dovolj dobro angleško, ne, ker se je učila bolj druge jezike, ne. In potem je v bistvu s sabo vzela, eno je na družinski obisk, ne, na drugi strani sem pa pomagal prevajati, ne, pri dobaviteljih v Angliji. Tako da v bistvu mi je zelo veliko sem imel želje, hodil sem že v srednjo ekonomsko šolo takrat, ne, in zelo veliko sem imel želje po marketingu še takrat, ustvarjanju, tako da tudi za ime podjetja moje mame sem naredil recimo 100 predlogov, ne, več kot 100 logotipov različnih, kako bi to izgledalo, kako bi to postavili, ne. Takrat še ni bilo lean startupov, šol in tako naprej, je bilo to dosti pred tem časom in jaz sem imel velik interes v bistvu, kako pomagati na nek način. In poleg prevodov sem se ukvarjal potem z marketingom, contentom že takrat, v bistvu smo izdali takrat eno knjigo o Bachovih cvetličnih zdravilih in podobno, postavljali, takrat smo imeli, ne vem, lepo telefonsko številko smo izborili, da smo takrat bili v kontaktu s kupci in seveda neki dopisi svetovanja, ki so bolj ustvarjali skozi marketing, ampak je vedno bolj prihajali potem tudi druga področja, recimo znotraj podjetništva. Ja, to govorimo v bistvu v času, ko še ni bilo tehle socialnih platform, pa digitalnega marketinga, si mogel biti iznajdljiv bolj na nekih fizičnih področjih, recimo zbor boljše številke. Pa mogoče je bila, čisto od začetka, je bila mama razlog, da te potem začelo zanimati podjetništvo, oziroma te že ta interes si že videl neko strast, da bi pa ti rad na podlagi tega potem bil podjetnik, tako to me zanima.
Dejansko podjetništvo nisem gledal, na eni strani kot srednja ekonomska šola, ne, se pravi, me takrat že zanimalo, ne, na Prešernovi, kako se, oziroma nekaj znanja o poslu, ne. Takrat je bilo zanimivost, kako smo fantje zganjali alternativo, ne, da smo začeli v srednji šoli hoditi v kravatah, ne, ko so vsi hodili bolj metal, pa jeans, pa tako naprej, smo mi kot alternativa hodili s kovčki pa s kravatami, ne, za en tak zanimiv kontraefekt, ne, ampak smo tudi včasih s kravatami šli tudi na Metelkovo, ne, tako da je bilo, zdaj te ekstremi so bili, kako biti alternativa alternativi. Dejansko je pa zanimivost bila ta, da smo zmeraj iskali kakšne priložnosti, ne nujno podjetništvo kot tako, kot osnova, ne, zdaj bomo pa unicorn nagradili, ne, ampak dejansko, kje so kakšne priložnosti, kje so kakšni problemi, mi kot userji, kje smo videli zadeve, kot mladi smo dosti iskali to skozi zabavo, ne, kako organizirati recimo študentske žure. Jaz sem zelo hitro začel voditi tudi šolski radio, kasneje delal na Radio Študentu, pisal za Tribuno, Mladino in take zadeve, ne. Tako da je bilo veliko nekih priložnosti, kjer smo organizirali takrat različne zadeve, kjer je bilo v našem interesu, da naredimo študentski žur, da organiziramo prve, takrat so bile absolventske izlete, ne, takrat so se začeli organizirati, v bistvu v teh letih, ko so bili ravno na ekonomski fakulteti, v začetnih letnikih, in seveda želeli smo si potovati, želeli smo se zabavati in skozi to smo potem tudi obrnili to hitro v posel. Recimo takrat sem začel nositi tudi očala počasne in zanimivost je bila taka, da pač z očali zelo težko igraš košarko, ne, in če nisi pravočasno naročil leče, jih nisi imel, ne, za košarko, ne, to je bil en mojih športov ali pa za judo, ne, in potem smo ustanovili eno prvih mojih startup podjetij, lastno s kolegi, sošolci, 95. smo ustanovili v bistvu za prodajo kontaktnih leč. Takrat sem šel v Ameriko pogledati že, prvič sem videl, leče se ne prodaja samo v optikah, ne, ampak so leče v vsakem shopping centru, ne, da se lahko prodaja. Tako da smo naredili v bistvu, ne, zato, ker sem parkrat pozabil leče, ne, kako pa mi leče prodajali, da bi jaz imel vedno na zalogi, ne, in tak user innovation po von Hipplu, ne, recimo pristop. Sliši se ful ambiciozno, kot da si imel recimo že dosti načrtno postavljeno oziroma neko vizijo za naprej. Iz kje pa izvira v bistvu ta ambicija? A so bili tukaj res vpliv v okolje, v katerem si bil? A to imaš nekje v sebi, da pač ti je zelo mikavno, da želiš neko dodano vrednost dati na večjih področjih? Kako tukaj v bistvu to poteka, oziroma kako? V bistvu so ene dva elementa, ne. Jaz kot mulj sem bil zelo kreativen in najprej me je zanesel proti artu, ne, se pravi risanje, in vidim te gene tudi pri moji hčerki, ne, naprimer, kjer sem želel veliko risati in moje slike so visele recimo tudi takrat v Mercatorju, na stenah na hodniku, sem imel razstave recimo v Beogradu, Novem Sadu in to. Potem je mama rekla, saj umetniki, čisto fajn biti, ne, ampak mogoče pa to še kam drugam zapeljali, ne, in tako sem se v bistvu pomaknil proti marketingu, oblikovanju, risanju in ta kreativni proces ustvarjanja, ne, je zelo podoben, kasneje se v bistvu premaknil proti podjetništvu, ker marketing, recimo tudi, ker sem kasneje svetoval v svojem podjetju svetovalnem, smo dostikrat pomagali podjetjem, da so ustvarjali dobre rezultate z marketingom, ne, ampak so mogoče bili slabi podjetniki, pa so šli pol kupiti barko ali pa ne vem, kakšen nov BMW in podobno in so podjetje skoraj potopili v bistvu z nekim vse. In takrat se je v bistvu pojavilo to ravno, da kako pa tudi uresničiti te ideje, ki se pojavijo, ki jih odkrijemo skozi marketing, skozi kreativni proces, ne, kako v bistvu še kaj več narediti iz tega kot zgolj marketinško kampanjo, no. Tako da jaz mislim, da so tle neki vplivi, te pa gradi, kako pravijo, ne, ljudje, ki so okoli tebe, ne, te tudi na nek način gradijo in tukaj je dosti pomagalo recimo okolje ekonomske fakultete, ne, fantov v bistvu, s katerimi ustvariš punc, ne, s katerimi ustvariš pristen odnos svojih prijateljev, ne, in čeprav niso moji vsi prijatelji danes podjetniki, ne, ampak v tem obdobju se mi zdi bilo pa zelo pomembno, ker si neko povprečje 5 ljudi, ki so tebi najbližje, ne. No, to si dobro povedal, da je pomembno okolje, v katerem se gibljemo. Zdaj pa, a je to okolje bilo po naključju, da si se našel s takšnimi ljudmi, ki so bili podobno ambiciozni, oziroma saj vemo tisti zakon, da če si sam ambiciozen, verjetno privlačiš sebi isto misleče oziroma podobno ambiciozne, ali je bilo to nek slučaj, da ste se pač pokonektali z ravno takšnimi ljudmi, ko si vstopil na fakulteto, mogoče že v srednji šoli in v bistvu se potem iz tega to razvilo?
Mogoče, da se je ta del druženja ali pa prijateljstva razvil ne toliko po dnevu, kot po noč, kar je zanimivo. Se pravi, če smo želeli si narediti dobro zabavo, ne, smo pač mogli biti proaktivni. Ne. Na eni fazi pač smo mogli pogledati, kje se kaj dogaja. Na drugi strani smo rekli, nič se ne dogaja, ne, ali pa kakorkoli, ne, in smo se ustvarili svoje dogodke. Takrat je nastala tudi recimo serija dogodkov, med drugim, se veliko stvari še ne poznaš, ali pa marsikaj ne upam dati na LinkedIn. Ne. Smo vodili tudi zabave študentske in pa recimo generacija X znamko, ne. Zdaj so že Z in A in že beta prihaja, ne. Mi smo še X in takrat so bile v bistvu zabave tako uspešne z generacijo X, da smo imeli v bistvu vsak petek razprodan lokal, diskoteko, ne, in smo v bistvu podobno misleče spodbudili, da se skupaj zabavamo. Ne. Iz tega je nastal tudi potem posel, koncerti, dogodki, merchandising, oddaje na radiju, franšize, ker smo te dogodke potem delali v taki in drugačni obliki po celi Sloveniji, tudi tujini in tako naprej. Kaj pa recimo, meni se zdi, da imam občutek, no, recimo gosti velikokrat povejo, da se jim je zgodilo, pa imajo občutek, so ambiciozni, so proaktivni, imajo ideje, ampak v bistvu jih je strah narediti ta prvi korak. Kako si recimo ti to handlu? Oziroma, da ste imeli idejo, da boste delali pač neke študentske zabave, zdaj če smo na tej tematiki, da ste jih potem dejansko naredili? Strah. Dejansko, kadar nimaš veliko za izgubiti, je tudi teh strahov malo. Ne? Dejansko je vložek, kadar smo razvili neko zadevo, bil predvsem naš trud, delo, ne, in tako naprej. Kadar smo te zadeve razvili naprej, ne, v bistvu je pa seveda s tem prihodkom potem bolj razmišljaš, kam boš pa investiral oziroma kako boš to ali zapravil, ne, ali povečal dogodke, ne, in podobno. Tako da je bila želja po več na nek način je izražala v bistvu ta napredek na nek način, kako smo se lotili nadaljnjih dogodkov, ne. Je pa zelo pomembno bilo poslušanje na nek način, da slišimo, kaj pa rečemo temu uporabniki takrat, ne, tisti, ki so se bavili na žuru, ne, kaj želijo, kaj ne želijo, ne, kakšno glasbo bi poslušali, in si iz tega potem so se razvili neki spin-off dogodki in stvari, ki smo jih razvijali. Strah, pa ponoči nas je malo manj strah, no, rečemo, no. Tako da vsaj to, da greš na pijačo, se sliši zelo enostavno, ne. Čeprav smo v digitalnem obdobju, ne, ampak so to bile, rečemo, manj strašne zadeve, ne. Medtem ko recimo pri bolj podjetniških zadevah kasneje smo se pa tega kar sistematsko lotili, ne. Na primer, imeli smo prav srede 5 fantov, 5 kasneje, ne, tudi fanti so končali top mednarodne šole v Ameriki, Angliji, Švici in tako naprej. Pa 5, rečemo temu, nekih talentov, smo si zelo želeli ustvariti neko podjetniško zgodbo, ne, in smo vsako sredo sedeli in brainstormali nad tem, kaj, ne. Znanja so bila, razporedili smo se tako, da je ekipa bila, da rečem, team perfect, ne. Nekdo je bil ekspert za finance, nekdo za IT, nekdo za marketing, nekdo za prodajo. In smo tuhtali v bistvu vsako sredo, ne, kaj pa bomo ustvarili, ne, kjer posel bi bil zanimiv, ne, analizirali tabla in tako naprej, ne. Se pravi, mogoče ta pristop, ki je bolj značilen za ekonomski, ne, v tem smislu, da imamo sanje, ambicije, ne, sky is the limit, ne, na drugi strani nimamo produkta, ne, kar je pa bolj značilno za tehnične šole, ne, imajo produkt, ne, zanima jih predvsem razvoj produkta, ne, podjetništvo šele potem, ne. In potem povezovanje ene in druge je bilo zelo pomembno. Tukaj se je razvilo kar nekih takih manjših zgodb, vsi ti fantje so danes uspešni v nekih svojih mednarodnih zgodbah, tako da je prav zanimivo, ne. Sva pa samo 2 ostala v Sloveniji, ne. Okay. Vmes je omenil, ste delali raziskave, pomembno je, kakšne preference imajo naši potrošniki oziroma uporabniki, ki bojo pač nek produkt, storitev uporabljali, a ne. Tako. Smo bili po času, ko ni bilo digitalno, oziroma ni bilo to 5 minut, jaz bi dal anketko, kaj ti misliš, en nek intervju preko klica oziroma preko nekega videoklica, ne. Ja. Kako ste se lotevali v bistvu, da ste nekako pobirali informacije, kaj dejansko trg potrebuje oziroma kaj so tisti uporabniki, za katero imate nek produkt, rešitev, želijo? Ja, dostikrat je to bilo povezano z marketingom. Recimo pri nočnem življenju, ne, če smo že pri tem, smo imeli za vsak dan
kar veliko distribucijo, ne vem, letakov, podobnih zadev, kjer smo testirali tudi, koliko letakov gre v promet, koliko se jih vrne, kakšni so interesi, ne, za določene koncerte, ne. To je bilo, takrat je to potekalo dosti na pešcono. Vsak letak smo označili ob strani za vsako osebo, ki dela distribucijo z drugačno barvo, tako da ko smo jih sestavili, smo z posebno lučko videli, ne, kjer so rumeni, oranžni, zeleni in tako naprej, koliko jih prihaja s katerega konca ali pa s katerih šol na ta način. Tako da to so bile en del raziskave. Raziskav smo se v kasnejšem obdobju dosti pa sistematično lotili, ne. Enkrat sem kupil v bistvu 50% ene manjše farmacevtske družbe kasneje, ne, in tam smo recimo, so me vključili zaradi tega, ker so želeli spet na področju, oni so bili zastopniki za Kodak, rentgenske filme in ostale zadeve, ampak so želeli vstopati v OTC trg, katerega sem poznal iz družine, in takrat smo proučevali, kako bi tablete proti mačku, ne, lansirali v Sloveniji, glede na izkušnje iz nočnega življenja, ne, in poznavanje OTC-ja, sem bil v bistvu povabljen, ne, da se pridružim tukaj, ampak sem tudi investiral v zadevo. Tukaj smo se lotili recimo zelo detaljnega analize, na primer, kako, kje se to prodaja, in recimo tukaj smo prvič izplačali raziskovalno družbo, ne, danes Valicon, ne, ki je v bistvu naredila zelo temeljito raziskavo, ne. Sem pa kot študent delal tudi raziskave recimo za Grali.to in podobno, ne, današnji, tako da smo se naučili nekih pristopov, raziskav, fokusnih skupin, ja, pa seveda začneš pa od prijateljev, ne. Ja, super. Zdaj pa večkrat smo že omenili ekonomsko fakulteto, ne, študij tukaj, si naš alumni, zdaj pa bomo rekla nekaj besed o tem, oziroma zakaj si se odločil sploh za študij na ekonomski fakulteti, kaj si študiral, kako ti je bilo, ko si prišel prvi letnik in pa potem nek ta študijski proces do konca in potem šla dalje. Ja. To je toliko časa minil, da mi krasne spomine poveže, ko se sprehodim tlele po ekonomski fakulteti. Je pa tudi mogoče, ja, za priklicati par stvari, kar mi je ostalo v spominu. Ena zadeva je v bistvu, jaz sem se vpisal na ekonomsko fakulteto leta 1991, ne. Takrat se to prepleta tudi s tem enim nadaljnjih vprašanj tvojih, in sicer takrat se je Slovenija osamosvajala, ne. In da bi se izognil, jaz sem organiziral, tako kot sem nočne dogodke, sem organiziral tudi v bistvu študentske, takrat so bile srednješolske v bistvu aktivnosti, da ko bi mogli biti prva generacija z maturo, z zaključnim izpitom, no, smo organizirali neke proteste, ne, ki so bili takrat že tudi proti Jugoslaviji in tako naprej. In nisem bil najbolj zaželena oseba v bistvu v nekih teh jugoslovanskih organih, tako da so me hoteli spraviti v vojsko, ko nismo bili v šoli, ne. Namreč med protesti nismo hoteli v šolo, in tako kot vidimo proteste danes v Srbiji, ne, je JLA takrat trkala v bistvu na vrata, da jaz moram iti pa v vojsko, ne, to je bilo v maju in tako naprej. In sem se takrat umaknil, kljub temu, da sem potem bil sprejet na šolo, ne. Oni so imeli nek gap window tega poletja, jaz sem se izogibal temu, da bi šel v JLA, zagrožena kazen je bila 18 let, ne, zapora, ne, dezerterstvo, ne. Na srečo nisem šel v JLA v osamosvojitvenem času, predvsem pa zaradi tega, ker so me potegnili, uspel sem s pomočjo poznanstva, v bistvu so me potegnili v policijske enote, no, tako da so neke vrste potem vojni veteran, ne. Zato sem bil zaposlen tudi na Ministrstvu za notranje zadeve potem od 18. leta, ne. In to je potem tudi spremenilo moj tok, kako sploh študirati, ne. Namreč moj študij je ves čas potekal ob delu. To se pomeni, nisem bil redni študent, ampak sem hodil v prvi 2 leti, bilo organizirano, ne, smo imeli predavanja, 3., 4. leto smo pa se mogli znajti, da rečem, ne, ker nas je bilo tako malo, smo delali izpite po celi Sloveniji, kjer je bilo pač možnost od Gorice, Novega mesta, Trebnjega, Maribora in tako naprej. Namreč treba je bilo koordinirati delovne obveznosti, ne, in pa študijske, kar je še dodatni izziv bil, ne. Tako da mogoče me klopi niso toliko videle, kot takrat, ko so bili izpiti. Mislim pa, da mi je bilo pa zelo zanimiv
kombinirati ene zadeve, ki sem jih delal v praksi, mogoče to z drugega področja, ne, z rečemo tem bolj teoretičnim takrat pristopom, ki se pa skozi čas, ne, skozi leta bistveno bolj usmeril, mislim, bolj sem ga razumel, ne, bistveno bolj se pa tudi usmeril v uporabno znanje na nek način ekonomije in ved in primerov, ne, ker sem pač lahko poskušal iskati te usporednice med teorijo in prakso. Zdaj sliši se, da si bil kar zelo zaseden z redno zaposlitvijo, potem še študijem, razdeljen po več lokacijah. Kje si pol najdel ta čas še za to mreženje, druženje in pa še organizacijo dogodkov? Ja, dan ima, pravijo, 24 ur, ne? Tako da jaz sem v nočni del potem bolj povezal, no? Tako da, ja, kje si najdu čas? Danes v bistvu niti ne vemo, ampak rečemo, da zdaj v teh letih že malce več spimo, no? Takrat smo pa to povezovali, predvsem vikende in ostale zadeve, ne? Tako da, ja, imel sem dobre sošolce, ne, in smo drug drugega spodbujali na način, da pač tudi drugi so bili zasedeni, ne, med njimi jih je nekaj zanimivih tudi gospodarstvenikov danes ali pa nekateri so v tujini in tisti, ki smo zdržali, da rečemo, ob delu do konca, ne, smo bili že kar izkušeni pri tem, ne, kako kombinirati, balansirati med delom in pa samim študijem. Je bilo pa tudi nekaj posluha v bistvu učiteljev, ne, da so nam omogočali, profesorjev, ne, da so nam omogočali včasih tudi zagovore na govorilnih urah in podobno, ker enostavno nismo imeli dovolj terminov, ne. Mislim se, da še vprašati, recimo, a se spomniš mogoče kakšne anekdote, ki ti je res ostalo v spominu v času študija, vezano mogoče na študije pa obštudijske dejavnosti, ki ti je res nekako pustila pečat in si boš zapomnil za celo življenje? Pa če spustimo tiste nočne na stran, se samo dnevnih lotimo, ne, je meni ostala ena taka zanimiva analiza, v bistvu, ker sem zamujal za seminarsko, v bistvu nismo imeli dovolj sošolcev, sem seminarsko, ki bi mogla biti skupinska, delal sam, ne, in bila analiza nakupov, raziskava, ne, to, kar smo se prej pogovarjali, ne, in sem potem delal analizo nakupa psa, ne, v bistvu, ali imeti psa doma, ne, in na kakšen način, in v bistvu taka bila pol zanimiva, da se je tudi učiteljica takrat pol smejala, ne, kupiti psa, kdo ga plača, kdo ga bo vodil na sprehod, ne. V bistvu sem mogel narediti eno prav skupinsko, ne, ampak sem v bistvu vse vloge prevzel pri tej seminarski nased. Prav tako je bilo recimo pri podjetniških. Veliko inspiracije je bilo tudi z strani profesorja Aleša Vahčiča takrat, ne, ki se še z rolerji, ki je vozil okoli, ne, tako da je zmeraj nam kazal kakšne nove ideje ali pa iz Amerike, ne, v bistvu na kakšen način se ideje uresničijo recimo skozi neko podjetniško okolje, ne. Potem pa, ko si zaključil študij, si tudi zaključil delo na Ministrstvu za notranje zadeve oziroma kakšno bo to sosledje? Tako nekako, ne. V bistvu sem vpisal tudi magisterij, ne. Na magisteriju sem imel dobre pogoje, ker sem imel delovno dobo, ne. Takrat v bistvu moji sošolci redni se niso mogli vpisati, seveda, ker so bile točke tudi iz rednega delovnega razmerja, poleg ocen, ne. Pri ocenah je bilo tako, vsako leto sem si zastavil, da predmet, ki me zanima, poskušam dobiti 10, ne, da sam sebi dokažem, da res se pripravim za določene stvari, za teme, ki me zanimajo. Ostale so bile pa, bom rekel, random ocene, ne. Srečo sem imel, ker sem imel predznanje tudi z ekonomske srednje šole, ne, takrat je profesor Kačar dosti pripravljal za statistiko in matematiko in te zadeve sem imel dobro utrjene, recimo, ker to so bili neki težji predmeti takrat, ne, kako je danes, mogoče spet, ne, še vedno, ne. Ja, to so bolj ekonomski predmeti, recimo, no. Tako je. Tudi po defaultu so bolj težje naravnani oziroma. Tako, ne. Tako da ta znanja so pomagala, potem se je pa v bistvu začelo že bolj podjetniško obdobje. Tudi takrat so me že povabili, da sem gostujoči, najprej gost, v bistvu predavatelj po različnih šolah, ne, in takrat sem rekel, konec z nočnim življenjem, ne, zdaj moramo resno, ne, zastaviti, zdaj v podjetniške vode. Takrat je nastalo v bistvu moje podjetje, skoraj 25 let nazaj, Inkubator, ne. Inkubator, kjer smo rekli, da damo prostor idejam, vendar ne damo fizični prostor, ne, tako kot klasični inkubatorji, po zgledu tujih. Tudi v bistvu moja
diplomska takrat, se tako sliši malo zanimiv, takrat smo govorili o metapodjetjih, ne, tak izraz, ki danes niti ne obstaja, ampak moja želja je bila, ker sem obvladal že nekaj programiranja, računalništva, kako ustvariti globalno urejeno podjetje, ne, in to v 80-ih, 90-ih je bilo zelo, v bistvu ni obstajala teorija ali pa ni bilo mogoče, ne, zmeraj si mogel prvo izvažati v eno državo, pa potem so že takrat poročevali modele, ne, v bistvu kako pa lahko skozi internet in ostale zadeve se stvari prodaja globalno, od koderkoli pridejo, ne. In to so bile takrat dosti revolucionarne teme. Ja. Zdaj, ko sem jaz delal raziskavo, ne, zvezi z inkubatorjem, piše, da je bilo to eden izmed prvih startup inkubatorjev v Sloveniji oziroma jugovzhodni Evropi. Ja, v bistvu smo pomagali skozi teh 24-25 let kar mnogim podjetjem, ne. Smo pa to oblikovali v malce drugačen model, kot bi bil klasični državni inkubator, kjer je čim več podjetij not spraviti, so generacije in čim več jih ven spraviti, ne, ali pa dati jim prostor. To je danes recimo v eni obliki bolj family office, ne, bi rekli temu, ne, da kombiniramo na neki način ideje, ki jih imajo startupi, tudi v njih investiramo, ne, in potem v bistvu pomagamo, da zrastejo. Sem pa to omejil v zadnjih letih v bistvu recimo na en projekt na leto, ne, kar je specifika, in tle omejimo količino predvsem energije, ne, ki je potrebna, ne. Če bi jo razpršili z malo ekipo na ne vem, 10 in plus podjetij, potem bi se jih vsake toliko malo oglasili pri njih, ne. Tako pa v bistvu stojimo za projektom z vsemi možnimi sredstvi in podporo, z networkom in tako naprej, da res probamo pomagati, da zadeva uspe. Hkrati pa to neke vrste tudi ta kreativni proces, ne, ki me še zmeraj zelo vodi, da pomagam ustvarjati in v bistvu še zmeraj pa tudi kakšne sami ustvarjamo, ne, nove zadeve. Veš, kaj me zanima, če sem si prav zapomnil, okoli 2000-2001 je bilo to ustanovljeno, ne? Kako pa je izgledalo na začetku ta startup svet v povojih, recimo v Sloveniji? So ljudje, ki so začeli neko idejo, so razumeli, da imajo to možnost, oziroma tako malo primerjava takrat pa danes, kaj mogoče kakšna zanimivost? Ja, v bistvu smo takrat se povezali trije, z enim podjetnikom v bistvu in z enim oblikovalcem, ki je za nas delal tudi prej letake in ostale zadeve. Smo poskušali podjetju pomagati, ko štarta, v bistvu, da dobi vse, kar je potrebno, ko odpreš podjetje, ne. Se pravi, to smo govorili razumeli so vizitke, takrat so bile prve spletne strani, pa je to izgledalo, ne, tudi Amerika, ampak tudi potem svetovanje, pač ta marketinški del, ampak tudi podjetniški, recimo prodajni in pač svetovanje je takrat bilo res v povojih, no, tako da sem takrat pomagal tudi današnjemu, no, s temu rečemo Spirit, pa Slovenski podjetniški sklad in tako naprej. Takrat so v bistvu delali raziskave in pomagali v bistvu postavljati osnove tem organizacijam, ki so želele pomagati samim podjetnikom, mladim podjetnikom, obrtnikom tudi v tej fazi, ne. To je bilo takrat majčkeno bolj povezano, ravno je bil takrat skoraj fight, ne, med GEA Collegem pa ekonomsko fakulteto, ne, ki so nekateri profesorji bili na eni in na drugi šoli, ne. Takrat se je ustanavljalo na eni strani GEA, ne, na drugi strani so pa profesorji podjetništva bili tudi tukaj, ne. In eni in drugi so želeli spodbuditi okolje, podjetništva v samostojni Sloveniji, ne. Kako je bilo pa dojemanje takšne oblike neke pomoči oziroma svetovanja takratni strukturi podjetništva, ki je veljalo pač v naši državi? Mogoče, če mi tukaj poveš primere iz prakse. Zgodovinska dejstva, ne. Dam primer. En prvih projektov recimo so bili neka manjša veriga mesnic, ne, ki pač niso vedeli nič o marketingu, ne. Ko si prišel v trgovino, so imeli še one krvave predpasnike, ne, boste kaj postregli, ne. In v bistvu, no, takrat smo imeli eno mesnico, mi smo jim potem pomagali v bistvu razviti cel koncept, povezali s pekarno, razvili verigo, v bistvu takrat potem manjšo 3 mesarn, spremenili z interierje v bistvu vseh teh zadev, naredili v bistvu neke to-go zadeve, ki so bile vezane potem za okoliške, recimo ali dijake ali delavce in tako naprej. In smo v bistvu konceptno so potem bili
zadovoljni, da rečem. Ampak je tudi bil en prvih primerov svetovanja, ko sem se naučil, ne, da uspešen si takrat, ko dobiš plačano fakturo, ne prej. Ne, tako da zgodi se, da anekdota je bila to, da je eden od sinov je pač pobral denar, ko je bil, ne, in je šel na Hrvaško in kupil skuterje, pa je rental potem skuterje. Ne, tako da so družinsko podjetje v bistvu potem unga sina lovili nekaj časa in nisem imel sredstev za plačilo računa kljub uspešnosti projekta. En tak primer. Veliko je bilo, takrat se je obrtništvo dosti prepletalo s tem, se pravi tisto, kar znaš, ne, kolikor znaš, toliko veljaš, ne, ampak bolj bilo delo z rokami in osnovnimi zadevami kot res globalni projekti. Ker se disk iz teh časov zbrisal, se nisem toliko pripravil na te zgodne začetke, ampak en tak primer. Zanimivo, ker pač verjamem, da je velika razlika, ne, ker se tudi zdaj malo več poudarka na investicijah v startupe, da se zaveda ne samo kot ljudje, ampak tudi kot država, kako je to pomembno, da spodbujamo okolje malih podjetnikov, sploh zdaj, ko govorimo o nekih teh tehnoloških podjetjih. Kako je pa danes v bistvu? No, mogoče sem to usporednico, jaz sem 10 let delal analizo za Global Entrepreneurship Monitor, tudi na podiumu, ki je bil prejšnji teden, sem 17krat, 18krat bil že, do zdaj že do njih čistih samih začetkov, ko je bil Urban, pa je bila še študenta, da rečem, ne. In je bilo zanimivo to videti, da investicije so takrat izgledale kot športna napoved, ne. Na leto je bilo 0, 1 ali pa 2 investicije, ne, v bistvu v obdobju 10 let. Jaz sem delal, ker smo izdali knjigo Tvegani kapital, leta 2001 skupaj s kolegi. Izhajala pa iz tega, da smo sami iskali sredstva za investicijo, naprimer, ne. In v obdobju 10 let lahko govorimo o manjšem številu investicij kot sedaj v 6 mesecih, recimo prejšnjega leta, ne. Pa kljub temu, da je to padlo. Kaj se dogaja sedaj, ne? Jaz bi rekel tako, absolutno so pogoji bistveno boljši, ne. Startup okolje, jaz mislim, da ima Slovenija ena fantastičnih humusov, ne, da zrastejo ideje, da se podpre programi spodbude, kot so SK75, podjetniški sklad, svetovanje, CZK, kjer smo ustvarili tudi dodatni kreativni inkubator. Tega je ogromno, ne. Je pa izziv, ne, kljub temu, da pač startupi ne rastejo s takim tempom, kljub vsem temu comfort zonu, ne. Mogoče comfort zona celo preveč v tej začetni fazi, ne. Želja je na nek način, ampak značilno je bilo tudi včasih za diplomante ekonomske fakultete, da bi raje bili direktorji, ne, kakor pa zdaj hardcore workerji na tem področju. In mislim, da tudi sedaj se dogaja to na eni strani, da nimamo dovolj startupov, kljub temu, da raste, glede na denar in pa pogoje, ki so se nekajkrat izboljšali, ne. Rečemo, da ogromno se je izboljšalo znanje, kako pitchati, kaj je lean startup. In startupi zelo dobro znajo temu komunikacijsko-marketinški del. Potem jih prijemo kot investitorji, gremo, 2 uri z njimi skozi vprašanja, določena, tam pa vidimo, da je zgodba precej votla, in da manjka osnovnih stvari, Naštudirane so te front zadeve, ta back-end, recimo podjetniški, pa je še kar v povojih, To denarja je ogromno, tudi tvegani skladi, tvegani kapitala. Če gledamo 2001, je obstajal en sklad, takrat je Alpe Adria Ventures bil z Matejem Penco, ki je bil povezan z Avstrijci, Nizozemci. In značilnost recimo takrat sklada je bila, da oni niso imeli spletne strani. Zakaj ne? Ja, če nas ne morete najti, pol ne rabite denarja, če niste niti toliko iznajdljivi, v tem kontekstu. Danes seveda zelo drugače, veliko sredstev recimo za deep tech, tehnologijo in tako naprej. Pomembno je pa, da se ekipe povezujejo, tako kot še zmeraj pravim, da na eni strani so tehnološka podjetja, na drugi strani so ekonomska znanja, in ta se premalo prepletajo. Tehnologi mislijo, da imajo vse, ko imajo produkt, ekonomisti hitro mislijo, pa mladi, recimo, da ko imajo pa sanje, pa to, da bojo postali unicorn, da je to dovolj, pa jim manjka tehnike. Povezava enih in drugih, se pravi, prevelika homogenost ekipe, hitro zmanjša uspešnost na nek način.
in tukaj potem tudi stopnja rasti. Menim, da je potrebna prava, tako kot pri letalu, avionu. Če želimo, da vzleti, je določen vzgon potreben. Ta vzgon na začetku je odličen, da ta ideja zares vzleti, je treba delati hitreje napake, je treba hitreje v bistvu razvijati zadeve. Comfort zone inkubator je tudi problematičen, ker če imaš ti prostor naslednjih 5 let, da imaš tam sobco, tebe je čisto vredno. Če te pa po 3 mesecih brcne ven, ali pa po enem tednu, zato da greš na trg in moraš preživeti. Zato v bistvu še zmeraj govorimo o 2 elementih podjetništva, čeprav vidimo bolj ta zahodni, priložnost, unikorne, je še zmeraj največje podjetništvo. Ravno se vrača 14 dni nazaj iz Tirane, ki sem predaval dol, in tam, kjer je necessity, razlog podjetništva, kjer ljudje drugače ne bojo preživeli. Če ne bodo podjetni, če se ne bojo znajdeli, če ne bojo si zagotovili. To ni unicorn mentality, to je samo survival. Tako je, tisto podjetništvo iz nuje, v bistvu iz priložnosti ali pa možnosti. Pa ko si omenil, v bistvu, prej sva rekla, da ti naravoslovci ponavadi buildajo produkt, finiširajo v bistvu in pa manjkajo ta ekonomska znanja. Je danes že ta ozaveščenost, oziroma tudi recimo osebe iz naravoslovnega sveta dosti bolj razumejo ta trg, oziroma kaj je pomembno za uspešno lansiranje nekega produkta in pa za hitro rastočo pot? Kadar, mislim, povedal iz enega primera, kadar je zavedanje, da je to možnost, potem seveda in spustijo nekoga v svojo ekipo, da to tudi pelje, da je aktivno vključen, potem so tudi pokažejo rezultate. Jaz sem imel srečo, recimo, da smo 2019 se pridružil ekipi recimo HT Group, HTC Group, kjer sta 2 fanta, ki sta dobesedno izbeglici, zbežala od doma, ker sta ostala brez doma, najprej v Srbijo, potem eno v Ameriko na študij, drug na Nizozemsko, Intel, sta že prej ustanovila podjetje in sta želela pač rast. Mi smo se pogovarjali, ker se poznamo že odprej, smo skupaj ustanovili recimo poslovne angele Srbije in druge zadeve. So prišli do 230 ljudi in njim se je zdelo, sky is the limit, v bistvu smo dosegali življenjski moto, zdaj imamo toliko ljudi, da jih ne moramo niti obvladati. Ampak smo ugotovili, da 99,5% ljudi notri so IT-ovci, plus računovodkinja, ki je delala še v Excelu, in da pač od tam ne gre naprej. In smo se pogovarjali nekaj časa in sprejel takrat ponudbo, da naredimo 10-kratnik tega podjetja, da v bistvu v 3 letih zgradimo 2300 ljudi. In smo se tega lotili zelo intenzivno. Dejstvo je, da sta kljub 230 ljudem, se pravi, v Sloveniji bi to bil že velik scale-up, tudi tam je. Smo kljub temu je ambicija ljudi bila ne zdaj kajtanje, ne zdaj vikend na Hrvaškem pa Lambo, ampak dejansko kako narediti. Njihov dream je bil v bistvu še zmeraj je ta New York Stock Exchange, v bistvu zvonček. To je ta. Niti ne toliko unicorn, ampak ta del, in pa zgraditi močno podjetje v tej balkanski regiji. Namreč ona dva sta potem gradila podjetje iz Novega Sada, potem Beograda, in potem smo se lotili prevzemov, pridobili recimo, ko smo dosegali 1000 ljudi, smo pridobili tudi tvegani kapital, takrat iz Amerike, 144 milijonov, 55 milijonov DBRD-ja, tako da je bilo dovolj denarja za dejansko rast nakupe drugih podjetij, tako da podjetje potem po 3 letih res doseglo 2300. Potem so rekli fanti, zdaj gremo pa 10 000 delati, rekel ne, zdaj grem pa jaz malo svoje otroke pogledati, ki so bili majhni. Tako da smo ostali v dobrih odnosih, ampak recimo ta dream od te ideje je zelo pomembno, da ta vzgonski veter ostane. In tukaj v Sloveniji, ko imamo fantastičen humus v startupih, v začetni fazi, nam precej zmanjka, ko moramo naštevati pa scale-upe. Zelo hitro smo uspešni, že ko delamo prvi milijon ali pa prvi 10 milijonov, je pa še daleč do 100 ali pa do 1000 milijonov. Pa ne samo igre številk, ampak dejansko, če ne uspemo skalati mi naprej, postanemo potem pač ena manjša ribica, ker nas hitro potem zmanjka v morju velikih. Rekel si, da ste si postavili cilj 10-krat povečanje. Je to postavljen cilj na nekih realnih načrtih, analizah, oziroma to pač neka vizija in potem slediš tej viziji, recimo zdaj za to podjetje v Srbiji? Zanimivo v bistvu, da smo se tega lotili predvsem, kot bi kdo rekel, with big balls,
Američani, ne toliko za strategijo, kot to, da obstaja določeno število programerjev v regiji, obstaja interes, klienti so namreč 99% bili takrat v Ameriki, IT je bil v vzponu, podjetji smo pa mogli seveda repozicionirati, ker če je sam vodili iz IT-evcev, naprimer, kot je osnova, ker je bilo produktizirana storitev osnova, je Indija potem velika konkurenca. Tam je ogromno programerjev, recimo, ki so bistveno cenejši, tako so bili Indijci, ne vem, po $5 v Ameriki, naprimer, v povprečju na uro, in smo bili na Balkanu predragi zgolj za body list. Tako da smo v bistvu repozicionirali podjetje, postavili partnerstva v bistvu z velikimi, z Big Four, z velikimi investicijskimi skladi in podobno, in bili definirali v bistvu komponento, v kateri smo boljši od drugih. Za nas je bilo takrat ključna komponenta, v bistvu, ki smo mi definirali, da smo boljši, hitrost. Se pravi, kadar je nekdo potreboval programerje, so lahko začeli jutri. Se pravi, ameriška cena, vendar glavna diferenciacija je bila recimo, da 40 ljudi rabite jutri začne 40 ljudi. Kar je bilo drago, se pravi, smo mogli držati dolg bench, hkrati smo pa prišli v zelo močne največje sklade na svetu, od Andreesa Horowiza, Sequoie in ostale v njihove projekte, ki so investirali 100 milijonov plus. In seveda pri takih projektih, ki morajo biti izredno hitri, je window of opportunity zelo kratek. To je leto pa pol. V tem času si treba že zasesti trg, ti pa sploh še produkta nimaš do konca. Kar je pomenil, recimo, ko so podpisali pogodbo, za 100 milijonov, naprimer, za investicijo v določen startup, da so naslednji dan zares ti programerji mogli začeti delati, tudi če niso bili prej del te firme, in to je bil pogoj dostakrat za investicijo, da je dovolj hitro. To podjetje potem v 3 mesecih lahko najde recimo dodatnega CTO-ja ali pa tak, ampak če ti tudi z veliko denarja, šele daš oglase, iščem developer, si že zamudil. Toliko je ta v bistvu globalni svet hiter in tukaj v bistvu je zelo pomembno to pospeševanje tudi pri naših startupih, da se hitreje določene stvari testirajo, razvijajo in da se hitreje uspe vso to spodbudo startupov spremeniti v resna dejanja. Se pravi, v bistvu, če bi zdaj povzela, je to nek postopek oziroma princip, kako se builda oziroma scala enega podjetja do unicorna. Mogoče bi se še navezal naprej, ko si rekel, da zdaj so pogoji toliko boljši za startup svet v Sloveniji pa iz vidika investicij, ampak velikokrat pa zasledimo v medijih tudi, da se v bistvu podjetništvo pritožuje oziroma jim niso poli, da imamo, se pravi, drago delovno silo, velike davke, ki jih morajo podjetniki plačevati na večjih nivojih biznisa, recimo. Kako bi pa ti to komentiral, kako ti to vidiš? Pa jaz to poenostavljam, tako iz zgodovine pravim, da slovenski podjetniki štejejo v statistiko, pa v to, kjer stopi slovenska noga. Tako da fantje, ki so tudi v Dubaju, na Baliju, na Tajskem ali pa v Ameriki, so kljub temu slovenski podjetniki, ne glede na to, kje plačujejo davke, ali pa ne plačujejo. Tako da mislim, da je iznajdljivost, kar se tega tiče, tudi en del pač podjetništva. In značilno za določene sklade, tudi ki pokrivajo Slovenijo, naprimer, so, da ti pač moraš registrirati podjetje tam, kjer ti določa tvoj sklad. A je zdaj to Bolgarija, je Poljska, ali je Anglija, ali je Amerika. Pač tukaj Slovenija ima vpliv samo skozi državne sklade. Ne more omejiti podjetnika, ki bo odprl podjetje. Bo šel v Delaware, bo šel v London, bo šel čez sklad. Recimo v Sloveniji imamo več kot 20 investicij, recimo v Bolgariji, kjer so skladi investirali v slovenske podjetja in pač Slovenci šel v Bolgarijo, če je dobil sredstva, smo dovolj fleksibilni na nek način. Imamo veliko idej, koliko bo to koristno za državo, je pa pač odvisno od države, ne od podjetnika. Kaj pa to, recimo, da ravno tukaj mogoče država ne pomaga toliko, da bi te investicije spodbujala, pa da bi bile v naši državi, recimo, da bi bila podjetja tukaj, investicije prihajale v Slovenijo, ne recimo v Bolgarijo. Mislim, da je država v bistvu uspela z Evropsko unijo spodbuditi ravno to, da bo
recimo neki 230 milijonov tveganega kapitala recimo pokrivalo Slovenijo, ne. So skladi, ki so povezani z Slovenijo, ne, EU-jem in ustanovljeni v Sloveniji, ne. Kar jaz mislim, da je to že kar lepo zagotovilo za napredek. Zna biti pa druga stvar, ne, namreč prej smo imeli, ne vem, do 10 milijonov, ne, zdaj 230 milijonov, ne, ki jih bo treba investirati, ne, in če ne bojo slovenski podjetniki dovolj hitri, ne, bodo pač tako kot so bolgarski, kjer ni bilo dovolj podjetnikov, pa so Slovence vabili, ne, bomo pač v Slovenijo vabili tudi tuje podjetnike, da se zaposlijo v Sloveniji oziroma da odprejo in prejmejo slovensko investicijo, ne. Kar bo še spet malo premešali karte, ne. Če ne bojo Slovenci, bojo pa, ne vem, Hrvati ali pa bojo Bolgari, bojo, ne vem, katerikoli drugi izkoristili ta velik potencial skladov, ki se zdaj ustanavljajo v Sloveniji, ne. Zdaj pa, če bi se malo odmaknili še od podjetništva pa teh investicij startupov, si tudi govorec, mentor, veliko, prej si omenil, da si nastopil že več kot 30 državah, pa me zanima, odkje, a imaš tudi to v sebi željo, da rad v bistvu javno nastopaš, vodiš prireditve, si govorec, predajanje znanja, a kaj bi v bistvu tukaj dodal, rekel? Ko sem prvič sprejel recimo predavanje, ne, da predavam na primer v razredu, ne, jaz se po moje pripravljal en mesec dni za 1 uro predavanj, ne, pa še to sem se tresel, kako bo, ne. Ampak ja, skozi prakso recimo dela na radiju, dela na različnih dogodkih, se je to oblikovalo, ne. Mislim, da je en tak zanimiv miks znanja iz prakse, iz teorije. Šolal sem se tudi recimo za predavatelja, sem končal nekaj izobraževanj v Ameriki, na Nizozemskem, v Sloveniji. In to mi je pomagalo, da sem strukturiral svoje znanja v bistvu in oblikoval tudi določene nove predmete, nove vsebine in to razvil. To je v bistvu zdaj od 99, kar 26 let, odkar sem v predavalnicah, ne. Nekaj časa sem bil tudi, 3 leta sem bil tudi čisto v akademskem svetu, ne, da se rekel, da vidim, pa so rekli, da sem premalo siv, ne, še zmeraj, tako da sem potem se posvetil temu, da nekaj 2 meseca na leto delam pač keynote speeche, predavanja in pa predmete, predvsem za MBA študente, no. Tako da moram reči pa, da so slovenski študentje, po mojem mnenju, so v vrhu po interesu, po znanju, po angleščini in podobno, kadar primerjam globalno, ne. Je pa treba pač vedeti, na globalnih šolah, na primer, je pa ta tekmovalnost še toliko večja, ne, z Azijci, ki se učijo cele noči, Indijci sploh, ne, mnogi so pač v tem survival gameu, ne, in on ve, da Indijec ve, da če ne bo od tukaj, ko je cela družina ali pa celo cela vas zbirala denar, da je on šel študirati, ne, on se ne more vrniti v tisto vas, ne. On je, in taka anekdota, ko smo na eni od top šol, recimo v tujini, študirali, ne, mi smo se učili, ne vem, zahodni so se učili študentje tam do večerje, ne, do enih 8, 9, pa so šli potem na večerjo, ne. Mi vzhodnoevropejci smo se učili do polnoči, pa smo sendvič pojedli, pa smo šli domov, ne. Indijci bil še tam, ne. In zjutraj smo spet, ne, ko smo mi prišli vzhodnoevropejci prej kot zahodni, ne, na primer, oni so šli na kavo, mi smo še, ne vem, 6 že učili, ne, je Indijec bil že tam, ne veš, a je spal tam ali kaj, ne, ampak on je bil skozi tam, ne, v knjižnici, na primer. In ta tekmovalnost je recimo precejšnja. Ja, tudi zaradi tega sem v bistvu po 25 letih predavanj naredil to tekmovanje izbora za speakerja, ker sem želel v bistvu vrniti to, kar sem se jaz naučil, ne, kako lahko ljudje prisluhnejo, kako delajo lahko boljše odločitve, poslovno, osebno, pač ljudje smo eno, ne, glede na to smo od 8 do 4, ne, pa po 4 uri, ne, ampak dejansko moramo odločitve povezati in poslovne in osebne, da bi bili čim boljši sami zase najprej, ne, in potem seveda za druge. Zato se povezala v bistvu ta zgodba predavanj v bistvu z ostalimi stvarmi, ki sem jih počel v tem času. Vse to pa z enim takim namenom, da res pomagam, ne samo startupom, v bistvu tudi Sloveniji, ne, da pritegnemo in tujce, in kapital in pokažemo, ne, jaz sem zmeraj ponosen na našo Slovenijo, zato smo tudi izdali recimo, ne vem, knjigo o Sloveniji, ki smo jo izdali, zdaj bo 29,000 izvodov recimo letos, ne, kar je velika številka, ja, tako. Zdaj pa, če mogoče se osredotočimo na ta govorniški del oziroma keynote speakerji, nastopanja. Rekel si, da si na začetku si pripravljal kar cel mesec, da si bil sposoben nekaj
predavati, odvoditi. Pa bi mogoče najprej začela, kaj se tebi zdi, da so ključne veščine enega dobrega govorca oziroma nekega moderatorja nastopajočega in pa kako si ti skozi ta proces v bistvu sebe buildal, gradil, da si zdaj prišel do točke, na kateri si. Ja, v prvi fazi sigurno poslušanje ne samo vsebine, ne, poslušanje v bistvu najboljši profesor, jaz sem bil zelo lačen znanja, v nekem smislu, mogoče me tega zmanjka, ker sem bil ob delu študent, ne, pa mi je malo zmanjkalo v rednem delu, ampak ogromno enih predavanj, izobraževanj, ne, sem poslušal po celem svetu, ne, da sem videl, kako potekajo zadeve. Hkrati se pa pač zgodilo, da sem kot predavatelj imel pač obveznosti v okviru šolskega sistema v Sloveniji, ne, in sem moral podajati določene znanja, ustvarjati določene učbenike in se videl, kaj me zanima. Nikoli nisem živel samo od predavanj, ampak dejansko je bil to namen. In kadar sem videl, da recimo mi ne odgovarja določene vsebine ali pa delajo študenti preveč, ne, se odmaknil tega in posvetil bolj recimo korporativnim izobraževanjem, ne, in pa naprimer MBA študentom, ne, kjer je ravno ta kombinacija znanja in praksi zelo pomembna. Ne. Recimo pri mojem predmetu, kjer povezujem tudi na ekonomski fakulteti, ne, povezujemo mladi, se zelo ukvarjajo s tem področjem startupov, razvoja, ne. Medtem ko menedžerji želijo graditi predvsem kariero, ne, in potem jih v bistvu učimo, kako ta znanja, ki jih imajo startupi, inovacije, ki so, investicije, ki se dogajajo v tem področju, kako to prenesti v bistvu na neko večje podjetje, srednje podjetje, kjer ti menedžerji pač upravljajo ali pa so v upravah in podobno, ne. Tako da so tukaj potem govorimo mogoče bolj o inovacijah in razvoju, predvsem pa o pospešku, ne. Pospešku, to, ko smo prej govorili, kako skalati, ne, te zadeve skozi startup, skalanje, kako ideje skalati tudi v večjih podjetjih, ne. In tukaj je bilo kar nekaj interesa in skozi to se je pojavilo tudi v bistvu predavanja v mednarodnih podjetjih. Mogoče v Sloveniji še najmanj, ne, zato ker sem bil tlele vezan dostikrat bolj v šolski sistem kot pa obiske, ne. Kakšen je pa občutek oziroma kakšna razlika recimo predavati v eni predavalnici 30 študentov in pa na enem velikem dogodku, kjer te gleda 500 ljudi? Mogoče ta priprava, kako ti to občutiš, kaj si se recimo naučil? Vemo, da nek dober govor mora biti sestavljen, recimo, ne vem, etos, patos, logos, tako recimo mogoče iz tega vidika. Dejansko, ja. Zdajle sem, ko sem omenil prej Tirano, pa Podgorici smo imeli recimo zaključek. Moje predavanje so dostikrat keynote speaking, ne, naprimer, kar pomeni, da moraš biti češnjica na torti, ne, kar pomeni, da je treba prilagoditi predavanje izredno tudi samemu naročniku, ne gre one size fits all, ne, to pa predavanje, zdaj bo to sam prenesel, prilagoditi sami panogi, samim udeležencem, poiskati primere iz konkretne prakse. Tukaj smo imeli recimo v Črni gori, tudi prilagodljivo z urnikom, ne, naprimer so za 1. maj želeli, ne, ker so imeli zaključek team buildinga in celo eno veliko regijska banka v bistvu je imela team building tam in bilo treba ljudi v bistvu zmotivirati za piko na i, ne, celotnega tistega srečanja, tako kot se omenil, ne. Bilo sicer ni bilo 500, bilo je enih 270 ljudi, ampak kljub temu, ne, polna dvorana, ne, na nek način. In tukaj je prilagajanje, poslušanje, nek flow v bistvu, ampak seveda tudi izkušnje, ne, z dosedanjimi predavanji, nekimi vzponi, ne, in engagementom samih udeležencev, ne. Ocene vsaj kažejo, da so zelo zadovoljni, no, ker brez teh ocen seveda tudi ni plačila, ne, na koncu in spremljamo. Tako da me je angažirala, imam 2 speaking agenciji v bistvu, ki skrbita zame v Beogradu pa Londonu, no, in me potem angažirajo v tujini, mogoče bolj kot doma, ja. Mislim, si tako se sam pripravljaš oziroma kje si se mogoče naučil teh veščin dobre, uspešne komunikacije, kaj je pomembno, kdaj, kako vzdržujemo flow, kaj so tisti, recimo, kako se povežemo z publiko, tako mogoče. Ja, struktura je tako, kot si omenil, ne, zelo pomemben je ta element v bistvu čustev, ne, kako ta razumne stvari
narediti. Jaz uporabljam en zanimiv model, dosti pogosto, ki je povezan tudi z NLP-jem, da postavimo določena sidra skozi predavanje. Eno je, kaj sam predamo, pa navdušimo, inspiriramo v tem trenutku. V bistvu je moj velik cilj, da si ljudje zapomnijo na čim daljši rok. Tako kot si zapomnijo Nobody Famous, uporabljam v bistvu, letos sem razvil to na 7 živali, do zdaj je bilo to Big Five, je bilo skoraj 10 let, ki so v bistvu neki pilarji v samem predavanju in skozi te živali, ki jih potem tudi ponovijo, na nek način si ljudje lažje asociirajo na določene vsebine, zapomnijo zadeve, oblikujejo določene tematike in primere okrog teh živali. In te živali so potem nosilci nekih vsebin, ki jih strukturiramo v bistvu skozi predavanje. Te živali pa izhajajo v bistvu iz ekonomskih teorij dostikrat, tako kot poznamo, Black Swan od Nassim Taliba, do recimo Blue Ocean, jaz tule šarke vzamem iz Blue Oceana in podobno, govorimo o V-formation geese, recimo govorimo jaz sem dodal še človeško ribico, ta model nekaj slovenskega, govorimo o unikornih, govorimo o različnih zadevah, vendar vse to prilagojeno seveda na samega poslušalca, na industrijo in strukturiramo v bistvu okrog tega te dokaj trdne strukture, strukturiram zelo mehke potem vsebine in pa engagement. Zanimivo, v bistvu tako pol en govorec oziroma en predavatelj razbije, kaj je v bistvu cela metodologija oziroma kaj vse paše oziroma je treba imeti v nekem nastopu. Vidiš, da v bistvu to kar zajame eno strategijo pa neko deep delo recimo, da potem nek nastopajoč oziroma govor uspešen. Imam pa še me zanima v bistvu, sam si tudi mentor, veliko smo zdaj že povedali za startupe. A si imel sam kakega mentorja, recimo skozi tvoj celoten proces, pa je lahko na podjetniškem področju, pri komunikacijskem oziroma nastopajočem? Morda premalo, da bi rekel, veliko napak sem uspel narediti v tem obdobju, ampak vedno, mislim, so bila neka okolja, ki so mi omogočala, da smo razvili večina ali investicij ali pa tudi startupov, ki smo jih delali, naprimer tudi sami, je bilo vezano z nekimi partnerji, in smo pač skozi to smo se dopolnjevali, smo se tudi skregali, ali pa smo kdaj se dopolnili, na eni strani. Kar se tiče izobraževanj, ja, v bistvu kar nekaj predavateljev so mi bili, da rečem, da sem bil skoraj zaljubljen v njih, da rečem, ker je bila tako že čustvena povezava, nekatere najboljše predavatelje sem šel poslušati tudi več kot 20-krat, Joe Ponsa, naprimer, iz Španije, ali pa J.B. Kasarčian, recimo on je z Babson College, recimo vsako leto je prišel v Slovenijo, naprimer, sva skupaj predavala te določene zadeve, je bil toliko inspirativen, da dejansko sem se lahko zjokal na njegovem predavanju. Tako emocionalno v bistvu sem dojemal te zadeve in pa želje po nekem znanju. Zdaj sem 2 izpostavil, Cheeseborough, sem ga tudi nekajkrat poslušal, ali pa nekateri drugi. Mogoče niso to toliko znani, ampak so moje izkušnje bile na tem področju. Recimo Joe Pons je kar nekajkrat zmagal za najboljšega predavatelja in v Španiji in tako naprej. Predava marketing sicer, in zmeraj je bilo tako, kako zdaj se pripraviti na to. In jaz se v bistvu skozi akademijo za šolanje predavateljev, sem 4-krat bil na akademiji, recimo sem se 4-krat šolal, da se naučim čim bolj, kako se pišejo case-i, kako se predava skozi case-e, in sem osvojil določene stvari, ki jih mogoče niti ne uporabljam, ampak sem spoznal globino tega in poskušal v bistvu to prenesti in razviti svoj način predavanja, ki je morda malce drugačen, ki je bolj omogoča priložnosti za napake. Recimo na harvardskem modelu izobraževanja, ko smo se tam učili tudi za predavatelje, za predavanja, so predavanja strukturirane na 5 minut. Vsak delček je natančno razdeljen v maksimum. Recimo ravno zato, ker predavam na področju podjetništva pa inovativnosti več, omogočam dosti več možnosti tudi za napake, ker nimam tako strukturiranega procesa. Ne vemo, kako bodo študenti reagirali na določene stvari. Lahko predvidevamo. Ampak kakšen bo engagement študentov. To se kaže že recimo, če predavam azijskim študentom, ki drugače reagirajo, ali pa francoskim študentom, na Grande Collinge tudi veliko predavam, od leta
10, ne, so drugačni, ne, včasih je jezikovna bariera, včasih je mentalna bariera, ne, in je treba pač biti pripravljen. In meni je recimo ena glavna inspiracija, mi je bil, enkrat sem poslušal enega ameriškega predavatelja, ki je bil sposoben med predavanjem si prilagoditi zadeve. Aha, publika je bila taka, se pravi, te stvari kar spustimo in gremo kar na te teme. Ne. In tudi, ko se tudi jaz pripravljam, v bistvu dostikrat se zgodi, da za 1 uro predavanj imam recimo 300 slajdov, ne. Kar seveda ne moreš prikazati, ker to je bil že cel film. Ne. Ampak v bistvu sem sposoben preskočiti določene stvari, zelo hiter, biti fleksibilen in pa spremljati v bistvu udeležence. Seveda to udeležence ne smejo opaziti, ne, da zdaj kar skačeš po slajdih, ne, ampak v bistvu moraš tudi tukaj tehniko obvladati, da preskočiš določene vsebine in najdeš način. No, vse tukaj pa pridejo potem tiste izkušnje, ne, ko smo rekli, da bolj ko si izkušen, bolj to zgleda natural flow, oziroma sploh se ne opazi, publika ne opazi, oziroma če nekaj failamo, oziroma če nekaj vidimo, začutimo, da v bistvu ni to zdaj ta točka, da dajmo nekaj reči drugega. Pa ko sem učil omenil mentorje, danes je neka mantra, oziroma veliko se govori, dajte si poiskati mentorja, da vas usmeri, ali to na podjetništvu, to na osebni ravni. Kakšno je pa tvoje mnenje, oziroma kaj je dober mentor, oziroma kakšnega mentorja si bi mogel nekdo poiskati, in na kaj bi mogel recimo paziti? Odvisno za katero področje tudi, ne, recimo zdaj govorim na podjetništvu ali na izobraževanju, ne, ampak mislim, da vsakega mentorja se lahko nekaj naučiš, ne, si lahko odneseš določene zadeve. Kakšni, recimo, če zdaj govorimo o podjetništvu, ne, marsikdo, ki je recimo sploh tudi poslovni angeli, na primer, ker sem bil podpredsednik poslovnih angelov 2 mandata, na primer, lahko dobiš ljudi, ki ti namenijo ne samo pozornost, ne, ampak v bistvu ogromno ti lahko pomagajo. Ne. Temu govorimo smart money. Ne. Ta smart je recimo oblika na primer mentorstva, ki jo težko sploh plačaš, ne, če bi želel, ne, ker nekdo, ki ti odpre in svoj network in svojo denarnico, ne, in pomaga, ne, recimo tehnično in podobno, so vse oblike v bistvu možnosti rasti, ki omogočajo mlademu, da zraste. Ne. To je en primer. Lahko je včasih to tudi preintenzivno, ne, naprimer, in potem postanete mogoče prijatelja, ne, in se razvije to v nekaj več kot zgolj samo investicijo, ampak se razvije recimo v neko druženje na dolgi rok. Ne. To so recimo pozitivni elementi. Mislim, da je zelo pomembno, na eni strani iščemo nekoga, ki nam je podoben, ne, ampak da sprejmemo tudi mentorje, ki niso povsem identični, kot smo mi, ne, ravno zaradi tega, ker mogoče nam pa ta del manjka, ne, in da v bistvu probamo iskati nekoga, ne samo ko je identičen, ampak ko je naš yin-yang, ne, da ugotovimo, ne, kaj pa nam manjka, kdo nas lahko dovolj izzove, da napredujemo, ne zgolj se strinja. Ali pa recimo, ne. Seveda odvisno tudi od tega, kako smo sami pripravljeni se spreminjati, razvijati, rast, kako hitro v bistvu delati spremembe. Ja, v bistvu vsekakor je pomembno, ne, da imamo obe strani pokritja, ne, tisto recimo, ki nam bolj paše, in pa mogoče tisto, ki nam ne toliko paše, mogoče sami ne vidimo, ampak ravno tam v bistvu je priložnost za to spremembo oziroma za to rast. Out of comfort zone, ne. Tam se spreminjamo, ne. Vsa rast je izven te cone udobja. Zdaj pa mogoče, ker se zdaj prehajava v zaključek najinega pogovora, sem si zamislil, da bi recimo ti povedal, če si dobil v svoji karieri, v svojem življenju en tak res dober nasvet, pa bi potem to naredil kot zaključno misel. Mogoče en takih zanimivih zadev, ki smo prišli tudi temu unicornu recimo do konca in potem neke vrste slogan poslal, je, da sam lahko na sebi delaš kar precej, ne, lahko rasteš, ampak nikoli ne moreš zrasti toliko, ker lahko zrasteš skupaj z drugimi, ne, z ekipo, ne, in v bistvu, da če pomagaš drugim, da rastejo, ne, boš tudi sam zrastel. Na začetku so rekli, v bistvu, če si povprečje 5 ljudi okrog sebe, ki rastejo, če vsi ti fantje ali pa punce, ne, zrastejo, ne, boš tudi ti, se pravi, zrastel skupaj z njimi. In growing yourself by growing others, ne, smo recimo to pomenovali, ne, se pravi, če želim sam zrasti, ne, moram opolnomočiti ekipo, svoje prijatelje, svoje znance, ki želijo rasti, ne, in bomo skupaj v bistvu dosegli bistveno več.
Niko, najlepša ti hvala, ker si prišel danes na pogovor in želim še vse dobro naprej. Hvala lepa.